Najprej bi vas vse lepo pozdravil, hvala, ker ste se odzvali v tako velikem številu. Jaz upam, da tole urico bomo preživeli skupaj malo kreativno, malo da vas spodbudim, da bi kaj novega ustvarjali, nekaj v tem smislu. Sem si pa tole jaz predstavljal nekako takole, da bi najprej v prvem delu malo predstavil, kaj v bistvu jaz počnem, kako smo mi sploh prišli do tega, do te back to basics metode, in v bistvu potem vam bom pa skozi korake, skozi samo maketo, videli boste to nekako takole, pokazal, kako v bistvu sestaviti nekaj enostavnega, nekaj v bistvu kreativnega. Velja? Ok, se vračam nazaj. Dobro, evo, tako kot je že v uvodu so povedali, moje ime je Bine Logar. Jaz v bistvu se z maketarstvom ukvarjam že skozi celo življenje. Že kot majhen sem v bistvu opazoval svojega očeta, ko je delal makete za razne scenografije, gledališča, sejme in te stvari. Sam sem tudi, tako kot vsi mi, sem dobil enkrat maketo, jo sestavil v 25 minutah, v bistvu vse razpadlo, ampak bil sem še celo ponosen na to, kar je ratalo. Ne vem točno, kaj je bilo, na koncu mislim, mogel bi biti avion, ratalo je pa nekaj drugega. Ampak to sploh ni važno, no. V osnovni šoli sem v bistvu imel to srečo, da je moj učitelj likovne vzgoje, Aleš Čarman, bil tudi zelo strasten maketar, tako da nas je povabil vse tiste, ki nam je bilo to všeč, v bistvu v svoj krožek. Tako da smo pod njegovim mentorstvom ustvarjali, on je delil svoje znanje, ker v tistem času seveda, bom rekel, ni bilo interneta, ni bilo tako enostavno, ni bilo YouTube kanalov, tako da vse, kar smo se naučili tako, da nam je nekaj pokazal, ali pa skozi knjige, ki jih je bilo pa tudi težko dobiti. Hodili smo na razne razstave, tekmovanja in se tam učili. In to sem v bistvu vso osnovno šolo, smo v bistvu tako makete sestavljali. In bil sem zelo vesel, ker mi je pač nekdo pokazal pot, na kakšen način to delati. Že v osnovni šoli sem v bistvu naredil prve korake, bom rekel, v tem, da sem učil tudi ostale, kar je pomenilo, da v sklopu tabornikov sem večkrat na delavnicah izvajal neke krožke, kjer smo v bistvu ustvarjali aviončke, tisto, kar smo v bistvu takrat imeli. Ni bilo veliko, ustvarjali pa smo. Nekako tam do srednje šole, v srednji šoli sem opustil malo ta hobi, zato ker so me zanimale druge stvari, kot so žuri, punce in ostalo. Tako da vse se je pa nekako vrnilo, ko sem prišel v bistvu na fakulteto. Na fakulteti sem pa spet nekako začutil, da bi rad začel spet ustvarjati, delati spet makete, pa v bistvu sem razmišljal, kako bi zaslužil tudi kakšen tolar v bistvu ali pa evro. In tako sem poslal na vse šole tukaj v Kranju en dopis, kaj je maketarstvo, kaj bi jaz delal, kako bi jaz učil. In v bistvu sem z ene šole dobil pozitiven odgovor, kar pomeni, da me je en ravnatelj povabil in sem pri njemu začel učiti otroke. V začetku je bilo to tako, da prve pol leta sem imel samo enega otroka, kasneje z 2, 3, 4, 5, 10 in tako naprej. To je več kot 15 let nazaj in to se je skozi leta v bistvu se je to zelo širilo, kar je pomenilo, da so me tudi povabili iz drugih osnovnih šol. Ne samo iz Kranjske občine, iz kjer sem tudi doma, tudi iz Cerkelj, iz teh okrog občin Radovljic in nekako smo to vedno bolj se širil ta krožek. Hkrati smo pa od leta 2013 naprej je pa tudi zame en tak malo večji mejnik, ker takrat smo pa prvič s Centrom obšolskih dejavnosti, CŠOD, sigurno poznate, so me povabili, da organiziram maketarske tabore. In te maketarske tabore še danes organiziramo, oziroma še v letošnjem letu smo organizirali kljub koroni in vsem tem problemom, ki jih imamo, nam je ratalo in je v bistvu v 2 terminih je v bistvu bilo, mislim, da okrog 40 otrok. Ok, tako kot sem rekel, ker sem pač zaslužil nekaj denarja v študentskih letih in ker sem rad tudi zelo potoval,
sem v bistvu večinoma denarja, ki sem ga zaslužil, sem porabil za razne karte, da sem lahko potoval v tretji svet, Afriko, Tajsko. To me najbolj zanima. In kamorkoli sem šel, sem v bistvu imel, nekako se mi je zdelo pravilno, da nekako vrnem neki lokalnemu prebivalstvu tam, na tak ali pa drugačen način. In to je bilo zame v mojem primeru najlažje, da v bistvu delamo makete. No? In tako sem leta, mislim, da 2011, če se ne motim, šel v Ugando in v Ugandi nekje na 2300 metrov na enem vulkanskem jezeru sem se pripeljal s kanujem in sem z otroci sestavil v bistvu makete. Mene je v bistvu bilo bolj strah tega, kako se bomo mi med sabo pomenili. Pač oni ne znajo slovensko, jaz ne znam njihovega lokalnega jezika. Ampak to načeloma sploh ni bil problem. Otroci so vse sestavili tako, kot bi mogli. Edina stvar, ki sem pa opazil, je bila pa ta, da v bistvu imajo zelo velike težave z nekimi, bom rekel, zelo finimi zadevami, skupaj zlepiti, skupaj zrezati, skupaj to. In takrat sem v bistvu sprašal, kako je to, glede na to, da so bili te otroci v bistvu otroci, ki so bili najboljši v svojih generacijah v šoli. In so mi rekli, ja, to je pa zato, ker pač mi tukaj v Afriki sploh ne vemo, kaj je to tehnični pouk, ok, nekaj imamo likovnega, ampak dobro. In sem rekel, ok, tega takrat še nisem čutil. Čutil sem pa pol kasneje skozi generacije, ko v bistvu ugotavljam, kako v zadnjih letih v bistvu vsi otroci, naši, ne bom rekel vsi, večina pa izgublja v bistvu to fino motoriko. Jaz to nekako povezujem s tem, da tehničnega pouka v takem okviru, kot smo ga mi včasih imeli, žal ni več. Jaz vem, da nekateri ful radi doma delate stvari, da veliko ustvarjate, kar je pohvalno. Vidim pa, da je večkrat tudi problem, kako olfa nož prijeti, kako kakšno luknjo narediti ali karkoli. In zato sem vesel, v bistvu se tudi na tem mestu rad zahvalil vsem ravnateljem, ki v bistvu podpirajo ta krožek že vsa ta leta. Krožek, s katerim v bistvu hočemo pokazati otrokom na nek, bom rekel, malo bolj moderen način, neko tehnično vzgojo, barvanje, kreativnost, lepljenje, rezanje, karkoli, kako se stvari naredijo, kako razmišljati, kako lahko sam narediš. Zgleda seveda vse zelo enostaven, ampak dobro, kakor se lotiš zadeve. Kakor se lotiš zadeve, važno pa je zame osebno najbolj, da se pri tem zabavate. Kar pomeni, uživate v tem, ali kakorkoli. Jaz vem, da je v času, v katerem smo, imate veliko konzol, imate iPade, imate marsikaj, imate mobitele, karkoli. In vem tudi, da je pač težko zmotivirati, da neke ene stvari delamo. Zato sem jaz pomislil, zakaj v bistvu ne bi na nek način to sodobno tehnologijo probali izkoristiti za to, da mogoče še koga dobimo, ki bi ga mogoče zanima. Se pravi prek YouTube kanala, prek Instagrama, prek Facebooka, prek novih aplikacij, ki jih delamo. V bistvu je to vprašanje, kako to narediti. In jaz sem tudi večkrat dobil vprašanje od mojih maketarskih kolegov iz tujine, ki imajo iste probleme. Enake probleme imajo, v bistvu tehnike je zelo malo, otroke v bistvu na nek način ne bi zanimali to, čeprav jaz to pravim, da otroke zanima, samo se moramo temu prilagoditi. In tako so me večkrat vprašali, kako je to možno, da jaz v bistvu z mojo ekipo, da vodimo krožke, na katere hodi vsako leto 50 do 60 otrok redno vsak teden, s nekaterimi se potem še med počitnicami srečamo, nekaterim se na raznih razstavah srečamo, to je to. In takrat to mi je v bistvu dalo misliti, kako bi mi v bistvu, kako da bi mi v bistvu pomagali in da bi v bistvu vsem olajšali prve korake v maketarstvu. In to vse skupaj se je nekako začelo leto 2018, ko smo začeli v bistvu schematsko razmišljati, kako se lotiti teh zadev. Se pravi, jaz kot mentor sem vedel, na kakšen način je treba otroke na nek način zmotivirati in da jim je treba skozi nekaj v bistvu delati, zadelati, pa pokazati, da
da se v bistvu non-stop nekaj dela. Bog ne daj, da je kaj dolg čas ali karkoli drugega. In zdaj, kako to narediti na nek način, da bomo lahko pomagali tudi ostalim. In tako smo začeli delati v bistvu YouTube tutoriale, kar pomeni tutoriale kot neka video navodila. Video navodila, ki so, mi pravimo temu unisex, kar pomeni, da so brez glasu, kjer se v bistvu vse skematsko pokaže in v bistvu, kjer v bistvu vsak korak posebej točno vodi nekoga v izgradnji makete. Se pravi, od prvega koraka do zadnjega, kar pomeni, da če se bo tisti, ki to dela, držal tega, bo sigurno prišel do nekega rezultata. Do nekega rezultata, do neke makete, v katero bo vložil čas in energijo in sigurno bo tudi to bolj cenil. Kar pomeni, drugač bo, ko bo tista maketa bila nekje tam gor na polici in bo mlajši bratec prišel in jo hotel lopniti. Ja, ne bo glih fajn. No, to je to. In tako smo v bistvu tudi leta 2020, letošnjega leta, je bilo tudi nekako zelo prelomno leto, kar se za nas tiče, za naše podjetje, za vse te, ki se v bistvu ukvarjamo s tem, da učimo otroke, kar naenkrat nismo imeli več možnosti učiti, ker se tako kot ostale stvari, so se tudi te stvari zaprle. In tako smo v bistvu v času prvem valu te korone lansirali pač ta prvi YouTube tutorial Back to Basic, ki je Jack 3. In moram reči, da je bil zelo pozitiven, zelo dober odziv, tako domače maketarske javnosti, tako tudi tisti, ki so prvič to videli in tudi tuje. Kar nam je dal dodaten zagon, v bistvu že razvijamo nove video navodila in počasi v bistvu delamo neko navodilo, da bo lahko tudi drugi, se pravi tudi učitelji, učili svoje otroke. Tako da boste lahko tudi vi svojim bratcem pokazali, ali pa bojo detki svojimi vnuki sestavljali, se pravi nekaj enostavnega in nekaj fajn in nekaj to. V bistvu v zadnjem mesecu se največ ukvarjamo s tem, da v bistvu razvijamo internetna učilnica. Ta stvar bo, mislim, da v roku 10-14 dni bo na razpolago, kar pomeni, da če se boste vi odločili za to maketo v naši trgovini, se boste dobili tudi dostop do video vsebin in ne samo dostop do video vsebin, dobili boste tudi možnost tutorstva, kar pomeni, da bom jaz ali nekdo drug, bomo natočeni določeno uro odprti za vsa vaša vprašanja, kar pomeni, vedno se kaj narobe zgodi, vedno je nekaj, vedno je to. Ampak tukaj bi pa radi v bistvu ohranjali to dejavnost maketarstva, še naprej v bistvu sodobno tehnologijo, kljub temu covidom in teh težav, ki jih imamo. Kot sem že rekel, kaj je v bistvu back to basics? Back to basics, to je angleški izraz, ki vam pove nazaj k osnovam. Na YouTubeu boste najdli 101 video tutorial maketarski, kako narediti napredne tehnike, kako uporabljati airbrush, kako delati weathering, to pomeni staranje makete, kako z olji, kako narediti rezinske makete. Ampak ne, mi tukaj se osredotočamo na prve korake v maketarstvu. Kar pomeni, da ne bo vsaka maketa tudi v obliki video tutoriala. Tiste makete, ki so po našem mnenju primerne za video tutorial, bojo oziroma primerne za prve korake v maketarstvu, bojo na teh videih. Tako kot sem že rekel, kar se tiče Jack 3, je to v bistvu ena izmed maket, ki jih jaz zelo priporočam vsem, ne samo tistim, ki se prvič srečate z maketarstvom, tudi ostalim. Zelo fajn maketa je, nima veliko delov, zelo lepo se, mi temu rečemo, se deli ujemajo in zato jo zelo priporočam za izgradnjo. To je en tak kratek uvod o tem, kaj v bistvu delam, kaj delamo, kako smo prišli do tega problema in te rešitve. In zdaj bi vam pa jaz rad predstavil nekako po korakih, kako v bistvu to, kar so videi
to, kar v videu pokažemo, kako so te gradnje v bistvu razdeljene na različne področje. Evo, zdaj bom pa zamenjal kamero, tako da boste videli mojo tole delovno površino. Hkrati bi vas prosil takole, za vsa tiste vprašanja, ki jih imate, z veseljem, ampak najprej bi rad povedal te stvari, potem bom pa probal odgovoriti na čim več vprašanj, če velja. Ok? Samo malo. Ok. Kot vidite, klele, samo sekundo, se jaz tole. Kot vidite, klele, je to ta maketa, katero želimo narediti. Ok, za to maketo bomo rabili, se pravi, rabili bomo 5 osnovnih barv. Zdaj, tukaj imamo barvo, Revelovo barvo na vodni osnovi, lahko je ta barva tudi takale, lahko so barve tudi takale, kakorkoli. Mi v bistvu priporočamo, da so to barve na vodni osnovi. Veste, kaj je to na vodni osnovi? Kar pomeni, da tole barvo lahko mešamo, lahko čistimo z vodo. Je totalno neškodljiva in je zelo prijazna tudi za zdravje in vse ostalo. Ok, kaj še rabimo? Rabimo olfanoš, kakršen koli olfanoš. Olfanoš mi bo vedno, tole bom malo umaknil za trenutek, vedno odprt samo za eno klinco. Zakaj? Zato, ker če je odprt samo za eno klinco, pomeni, da je zelo malo verjetnosti, da se vi urežete. To vam polagam na srce, še boljše je, da v bistvu tole takole zalepite, sploh tisti malo mlajši, takole zalepite in v bistvu, da klinca ne more skakati ven pa not. Kar v realnosti pomeni, da največkrat se zgodi nesreča, največkrat se zgodi, da se urežemo takrat, ko vi takole klinco potegnete in pol vlečete. In opa, tukaj, če bo to takole, več kot pikico si ne boste mogli narediti. Evo, se pravi maskirni trak. Maskirni trak je tudi zelo, zelo, zelo pomembna zadeva pri maketarstvu. Ni glih vsak čez dober, mora biti vsaj tak, da ne pušča sledi, oziroma da v bistvu ne potegne barvo dol z makete. Ok? Imamo pinceto, imamo čopič. Tako kot sem rekel, to so osnovne stvari. Osnovne stvari, ki jih potrebujemo za gradnjo maketo, pa seveda, evo, lepilo, lahko takole, lahko je takole. Ok, dobro. Zdaj smo nekako osnovo, kaj bomo rabili, se pravi smo rekli, za ta naš projekt rabimo 5 barv, osnovnih barv bom pokazal, katerih čopič, lepilo, maskirni trak, to. Ok, zdaj pa pojmo takole, najprej da vam pokažem, za kakšno maketo točno gre. Evo, ta maketa je tole. Tole sestavljamo v tem področju. Ok, ta maketa je merila 1:72, kar upam, da veste, kaj pomeni merila 1:72. 1:72 je, da je 72krat pomanjšana kot neko realna stvar. Se pravi, za vse tiste, ki se sprašujete od trgovine, koliko so makete velike, lejte, ponovadi je tako, večje kot je merilo, recimo 1:350, 1:700 je ponovadi manjša maketa. Seveda, če ne gledamo letonosilke. Zato so proizvajalci vedno napisali gor, koliko je recimo razpon kriv pa dolžina. Tukaj je recimo 11,8 cm x 12 cm. Ima pa 46 delov. Mogoče se vam zdi to malo, ampak 46 delov za začetek je več kot preveč. Verjemite mi. Zato, ker večkrat se zgodi, da marsikdo želi za začetek delati prezahtevne makete. Makete z ne vem s kolikimi deli. In to se zna zgoditi, da vas vmes mine. Ok, zdaj pa. Najprej jaz vedno priporočam, ko dobimo tole maketo, da pogledamo, kaj smo dobili noter. Imamo načrt, ok? Načrt vedno najprej preliskamo. Ok, da ga bomo umaknili. Dobili smo, se pravi, eno takole smrečico, drugo takole smrečico,
pa v bistvu dobimo še takele steklene delčke, ki jih kar pustimo takole noter v plastični vrečki, da se ne bojo umazali, pa po tleh, pa takole nalepke, dekale. To so nalepke. Te nalepke vam bom kasneje pokazal, ampak te nalepke v bistvu se dajo, se odreže ven, se da v vodo in toliko časa, da odstopi in gre gor. Ok, in zdaj, ko v bistvu vidimo, da imamo vse dele, vedno v bistvu pogledamo najprej na 4., 5. strani načrta, imate, lahko pregledate vse delčke, ki jih imate. Pomembne stvari naslednje pa so, vsak delček, evo, jaz upam, da se vidi, tako da sem pripravil, se vidi, vse, ok, vsak delček ima takole. Ne se upravičujem, ostrina je zginila, ni več ostro. Zdaj? Ne. Ne? Ne. Samo sekundo. Ne vem, kaj je to. Zdaj se je vrnilo, v redu je. Ok, takole? Hvala. Ok, najlepša hvala, ker ste me opozorila. Če bom, evo, dobro, kaj se hotel pokazati tukaj, je, vsak delček ima svojo številko, pa svojo v bistvu črko, kar pomeni C39. Kar pomeni realnosti, da C39 je smrekica C, pa številka 39. To, da veste, kater delček je. Hkrati imate pa tudi znake, takele, bomo rekli, zastavice, mi temu pravimo ponovadi, te zastavice so pa A, B, C. Te zastavice pa pomenijo barve. Bomo naredili to takole, da vam razložim. Na hitro, evo. Mislim, da na 4. strani, 3., 4. strani vsakega načrta imate napisane barve. Teh barv je ponovadi veliko. Jaz bom rekel, ponovadi je vedno po 4, 5, 6 barv. Na škatli imate tudi napisane, katere so osnovne. In mi v bistvu back to basic uporabljamo samo izključno osnovne barve. Kar pomeni, A57 je barva 57 in to je takale siva barva. Ni vam treba razmišljati, kakšna siva je to. Važno je, da imate to pravo številko. In s to A57 vam na načrtu pokažejo, kater košček je potrebno pobarvati. Potem bomo uporabili tole C barvo, 55, uporabili bomo B barvo, ki je 74, uporabili bomo 362 barvo, pa uporabili bomo črno 9 barvo. Se pravi, A, B, C, T, F barve. To so, po mojem mnenju, osnovne barve, ki jih potrebujete za izgradnjo neke makete. Ok, evo. Jaz tole malo umaknil, pa bomo tole prestavili. Tako kot sem rekel, v osnovi vam povem, vam bomo na video tutorialu, v bistvu video navodilih, ki jih najdete na našem kanalu, miniature zdaj, tukaj gor imate tudi napisan, vam v bistvu vsak korak posebej vam pokaže. Se pravi, na desni strani se vam bo pokazala, katera številka barve, katera številka in kater delček, se pravi, napisalo vam bo, ne vem, pokazalo vam bo ta delček in to pomeni, da vi v bistvu ta delček pobarvate. Nič takega, nič takega. Kot sem rekel, evo, zdaj bom probal jaz, samo da vam pokažem, ko sem rekel, tole imamo barve na vodni osnovi, kar pomeni, vzeli bomo čopič, vzeli bomo malo vode, z vodo se reč, ponovadi vedno čopič ima takole vrano in bom jaz začel, recimo, vem, da je potrebno pobarvati propeler. Kot sem prej rekel, zakaj je ta barva fina, tale Revelova Aqua? Zato, ker v bistvu ne potrebuješ nobene temeljne barve prej, kar pomeni, niti treba prej barvati z nobeno barvo, ampak lahko direktno na delčke smrekice pobaraš. Se pravi, v našem video tutorialu, ki si ga boste lahko pogledali, boste imeli napisane, recimo, barva D, številka 9, prebarvaj 14. delček, recimo. Zelo, zelo, zelo schematsko.
Zelo schematsko. In kar je najboljše to, da vam bo v bistvu od samega začetka vam pokažemo, koliko časa približno boste rabili za izgradnjo celotne makete. Kar pomeni, da si razporedite čas. Kar pomeni, da mi rečemo, za tale avion boste potrebovali 180 minut. Od tega boste potrebovali toliko pa toliko za barvanje, toliko pa toliko za lepljenje in toliko pa toliko za nalepke. Ok, se pravi, pobarvamo, kot vidite, klele do takole. To je mogoče malo drugačen način, tako kot sem rekel, malo inovativen način, na tak način mogoče niste navajeni delati, ampak jaz bi to zelo, glede na izkušnje pa vse, za prve korake v maketarstvu, tudi za otroke, bom rekel, pod mentorstvom, stare 8 let, če jim pokažete naprej, kaj treba pobarvati, bojo z veseljem pobarvali, enostavno bo, ne bojo umazani, oziroma vse pobarvani in to je to. Plus to, da je v bistvu, da jim lahko razporedimo čas. Kar pomeni, da za vsako, ko neko stvar čakajo, da pobarvajo, barvamo drugo stvar. Tako je v bistvu ta program narejen. Evo, zdaj smo to pa to pobarvali, recimo. Evo. Pa te dva delčka, nekaj bom rekel zdaj za en primer. No. Se pravi, pomembno je, da od strani pobarvamo, pomembno je, da od zgor pobarvamo, dol, vse strani, do te smrečice, mi temu okviru pravimo, s katere bomo potem kasneje z olfanoškom ali škarjem ali z klešči odrezali to. Evo, zdaj smo pobarvali te ledele in v bistvu počakamo, da se posušijo. Ok? Spet bo treba ostrino popraviti. Spet, ok, se upravičujem. Evo. Bo. V redu? Ne še. Ni še v redu, čekajte samo. Sem trenutek. Bomo se ne stole. Samo malo. Je? Ne. Čudno to. Zdaj je ujel? Se pravičujem, evo. Čudno, ne, evo. ni ostro, ni ostro. Ni? Čakajte, se čudno. Je? A vidite, a ne? Zdajle je, ne vem pa, kaj bo, ko odložite. Zdaj bo, po mojem. Je, ni? Ne, ni. Zanimivo. Evo, tako vidite, no. Vidi se, samo ni ostro. Ne, pa moramo to popraviti, pa ne vem kako zdaj, ampak takole. Je ostro? Je? Mislim, da je, ja. Ok, hvala lepa. Hvala. Ne vem točno, zakaj to dela, ampak gledajte, tudi to bomo skozi. Ok, zdaj smo pa, se pravi, najprej bomo vse elemente pobarvali. Se pravi, z barvo 55 bomo pobarvali tole. Z barvo 74 bomo pobarvali to, z barvo 57 bomo pobarvali ta del. Vse. Te stvari so vam vse v bistvu predstavljene, pokazane, ena za drugo v bistvu teh videonavodilih. Tega vsega seveda ne bomo sedaj barvali. Jaz bi vam pokazal v bistvu naslednjo stvar. Naslednja stvar je rezanje in lepljenje. Tako kot sem že prej poudaril, zelo pomembno je, da olfanoške, ki jih imate, zalepite takole, da se bo samo ena klinca videla. To vam polagam na srce, če boste tako naredili, če boste vsaj malo pazili na to, ne morate se urezati. Če pa se urežete, pa zelo malo. Ok, zdaj, še sekundo, da jaz nekaj najdem. Ne vem, ste tole povedali. Ok, a se tole vidi zdaj? Evo. Naredili bomo naloga 1. Se pravi, v nalogi 1 rabimo delček C39 pa C40. Ok? Našli smo delček C40, to je ta del, pa C39. Ok? Zdaj pa kako bomo to naredili? Vedno pritisnemo na dol, takole pritisnemo. Ste slišali, da malo poče? Takole. Takole.
Takole. Ok. Pustimo delček, takole ga bomo tukaj pustili in še previdno bomo tegale vam dali. Evo, takole, 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 pa takole, ok. In zdaj imamo, se pravi, te dva delčka, ok. Te dva delčka takole postavim, evo, da se bo videlo. Bom malo mogoče dvignil kamero, če se bo še ostro, jaz upam, da je. Evo, če ne, me boste upozorili. In zdaj odrežemo, se pravi, pomembni so teli delčki, ki ostanejo od smrečic. Teli delčki so pomembni, da jih odrežemo. Nujno. Ker če ne bomo porezali teh delčkov, ne bojo šla maketa skupaj. Tako da, tole vedno stran od sebe nadol, ali pa takole, stran od prstov, počasi. Takole, 1, 2, 3, evo ga, nikoli proti sebi, da se ne bi slučajno urezali, takole, takole, evo, takole, še malo, evo ga, dobro, zdaj bomo takole, lahko še malo tole popilimo, čisto malo, ni potrebno, te pilice se lahko tudi sposodite od mami sester, so enake, evo, kot takole, takole se pravi, to je to, še klele vidim, da je nekaj ostalo, evo, pa na nek način še malo popilimo, tole bomo na koncu potem še čisto na koncu, preden bojo nalepke, bomo še ok, zdaj pa takole, se pravi, tole obrnemo, zdaj imamo dva delčka tukaj, velja, ok, imamo tukaj lepilo, kot sem rekel, lahko je tako lepilo, lahko je lepilo tako, ne. Jaz vedno na nek način rečem vsakič, da najprej, recimo, da probamo, če te stvari grejo skupaj, pri teh maketah, kot je te stvari zelo lepo, evo, mi pravimo fitting, lepo pašejo eno na drugo. Če ne, lahko komot vzamete tudi kit, pa kakšne stvari malo pokitate, pa se to tudi da, velja. Ok, evo, zdaj pa takole, zdaj pa, ker vidimo tukaj, da imamo neke pikce, pikce, v te pikce bomo dali minimalno lepila. Poudarjam, ne pretiravati, ker lepilo po sami osnovi v bistvu topi plastiko, ker topi plastiko, se v bistvu dva delčka skupaj zalepta. Če mi damo preveč lepila in potem še dodajamo lepilo, se lahko zgodi, da v bistvu se osnova vse v bistvu stopi. Tako da, kot sem rekel, jaz takole predlagam, evo, zdaj se mi tole, bomo pa tega vzeli, evo, takole in damo malo klele, takole po robu, po robčku lepo. Tole lepilo ne topi barve, tako da brez skrbi. In zdaj tole zapremo in pritisnemo skupaj. Evo ga. A vidite zdaj. No, ker smo to vse lepo prej pobarali, pogledajte, kako se lepo ujema, kako lepo izgleda. Se pravi, prej smo pobarali s temi barami, zdaj bomo v bistvu tole se bo zlepili in je to. Evo, vidite? To je to. Če slučajno stvari ne grejo lepo skupaj, kot na primer, recimo, ali pa da grejo narazen, jaz priporočam, da vzamete malo tega traku, ga v bistvu raztegnete in ga prerežete in ga takole date okrog. Evo ga, takole. Ta trak ne bo puščal sledi in ne bo v bistvu potegnil barve. Ok? In to je to. In zdaj ta trak seveda počakamo 10-15 minut, pol ure, odvisno, sploh je to pomembno, recimo pri trupu. Pri trupu je vedno ponavadi
treba držati ali vzeti kakšne, ali vzeti lepilen trak in v bistvu, da ne te to držali pol ure. Ok, to je to. Dobro. Tako, kot sem rekel, korak za korakom, v videu vam bodo pokazali za vsak korak posebej. Kjer stvari skupaj dati, daj počakati, kdaj je vse označeno. Dobro. Potem je pa še eno področje, ki pa dela tudi marsikomu težave, so pa v bistvu nalepke. Te nalepke, recimo, jaz sem vzel zdaj sicer eno malo večjo, da se bo mogoče to videl, in jo bomo recimo probali tukaj gor, recimo, dati. Sicer ne paše sem, ampak to, da boste bolj občutili. Zdaj, kako naj vam to povem, pri nalepkah pa rabimo v bistvu pinceto, nožek, rabimo toplo vodo, potrebujemo toplo vodo in v bistvu fajn je imeti še tole tekočinco, ki se ji reče mehčalec nalepk. Ta mehčalec nalepk pa v bistvu dela to, da malček stopi to našo nalepkico. Čist malo, da se bolj ujema in da se bolj prime. Ok, zdaj bom jaz tole recimo že malo prej takole namazal na ono področje, ki bom jaz nalepko gor dal. Se upam, da vidite. Evo. In vzamemo tole, vzamemo pinceto, damo v toplo vodo. Damo v toplo vodo. Nekako, kako naj vam povem, princip je zelo podoben kot takrat, ko kot pirhe, nalepke za pirhe, no, v bistvu. To je to. Počakamo minutko, dve, odvisno seveda, koliko je voda topla, da začne nalepka, tale noče, hladno voda, da se nalepka začne malček premikati in v bistvu odstopati od te modre podlagice. Ta nalepka se noče in noče. Čakajte. Če bi rabo še malo bolj toplo. Zanimivo. Evo ga, takole. Zelo velika je, zdaj tole bomo in potem vzamemo takole maketo in počasi dajmo gor. Tako, kot sem rekel, ta nalepka ne paše sem gor. Ni to njeno mesto, ni tudi ta nalepka za to maketo, ampak to sem predstavil samo skematsko, zato, da se mogoče malo bolj vidi, no, pa da boste znali. In potem mogoče tole malo odvečno vodo damo stran. In na koncu, tako kot sem rekel, je pa še mogoče primerno, da malček pomažemo s tem. Ok. To je to. In počakamo. Pustimo pri miru, počakamo, mogoče delamo kakšno drugo stvar, kot sem rekel. To je to. Še ena izmed težav, ki se večkrat pokaže pri samih maketah, ki jih delate, ki jih jaz vidim, je to, da v bistvu se vam zgodi, da te stekleni delčki, ki so stekleni delčki od kabine in ostalih stvari, v bistvu postanejo beli. Beli pa postanejo zato, ker v bistvu uporabljate to lepilo, tako lepilo za maketo. Tako lepilo. To, kot sem že rekel, to lepilo topi plastiko. Zato za te steklene delčke ali date čist minimalno, minimalno, ali pa v bistvu uporabite tako lepilo za prozorne delčke, lahko pa to tudi gre z navadnim mekolom, bom rekel. Mekol, to veste, to je lepilo za les, pikico date in to je to, posušite. Ok, zdaj to so vse faze, kot sem rekel, končnega izdelka tegale. Čakajte, sem trenutek, pa je to. Ok, bomo tole malo pogledali. A je še ostro? Upam, da je. V redu je.
Ok, super, to je to. To so v bistvu vse faze. Se pravi, vsi ti delčki so tukaj skupaj zlepljeni, nalepke so gor dane, vidite? Pobarvani z vseh koncev. Ok, to je to. Se pravi, po mojem mnenju, po našem mnenju, bi potrebovali, če bi to maketo sami sestavljali doma s pomočjo našega tutoriala 180 minut, se pravi, to je 3 urce. 3 urce počas, korak za korakom. Ob tem bi pa rad še to rekel, da razmislite, kaj lahko še v bistvu sami doprinesete k tej maketi. Kar pomeni, da jaz večkrat pri otrocih, ki jih učim, vedno v bistvu spodbujam neko razmišljanje, kaj bi lahko naredili. Zdaj vam bom pokazal nekaj primerov, kako lahko te stvari, recimo mi pravimo temu, da naredimo podlago za maketo. Evo, zdaj bomo tole umaknili, oziroma recimo, ok, lahko naredimo takole, pa gore, vidite? To je realno, to je neka plošča, parket, nek laminat, malo v bistvu z Mikolom polit, nekaj peska, začinčilo, posujemo 2x3 in to takole pride. Evo, recimo. To, da tudi sami v bistvu nekaj še doprinesete temu. To je recimo en primer. Gremo naprej. Tale je tudi bolj podoben, recimo. Tele podlage bodo, temu pravim podlage za avione, bojo predstavljene malo bolj podrobno v naslednji številki revije Tim. Video tutoriale, kar se tega tiče, pa lahko tudi vidite na naši YouTube strani, oziroma na naši spletni strani. Evo, to recimo ena taka. Gremo naprej. Ena mogoče malo bolj zanimiva, kako naredimo, recimo, gledajte, kam jaz vam to dvignem, če lahko, evo, kako naredimo vodo, a ne? Vidite, čisto enostavno. Enako, vzeli smo neko osnovo za les, vzeli smo WC papir, vzeli smo Mikol, vzeli smo vodo, tole smo takole gor, počakali, 2x3 pobarali z modro barvo, potem smo še malo posenčali, sicer smo tukaj dali še eno teksturo, da mogoče tole malo boljše zgleda voda, lahko, če nimate tega, vzamete lak in pobarvate. Evo to. Pa še pripravil sem vam še eno, ki je tudi predstavljena v reviji Tim, je pa recimo, to je pa recimo nad oblaki, rečemo temu. Take makete smo tudi letos delali na poletnih maketarskih taborih. To je pa tudi neka odpadna plošča, laminat ploščo priporočam pri teh zadevah, da se uporablja v bistvu, rekel, bolj umetne materijale, to pa zato, da se ne krivijo. Pobarvajmo na modro barvo, potem smo pa vzeli tole, oblakci so pa v bistvu filter za akvarij. To je pa v bistvu tisti filter, ki jih imate, ki imate ribice noter, ga raztegnemo, črno malo posprejemo, da dobimo, vmes smo pa dali v bistvu še eno kožičko, evo, in popestrimo svojo maketo in v bistvu z tega makete rata, mi temu rečemo diorama. Diorama, v bistvu, to je nek dogodek, ki ga prikazujemo, evo, to je pa to. Ok, zdaj, zaenkrat bi bilo to, samo trenutek, bi jaz kar kamero zamenjal, sekundo. Evo, smo že nazaj. Kar se tiče same predstavitve, bi bilo z moje strani to. Tako, kot sem rekel, te video navodila lahko najdete na naši spletni strani oziroma na YouTube kanalu Miniature.SDO, imamo Instagram, imamo Facebook. Letošnje leto res ni leto, ki bi se lahko družili na raznih razstavah in tekmovanjih, ampak upamo, da bo naslednje leto boljše. Kar pa pomeni, da do naslednjega leta lahko zgradimo še sami nekaj svojih maket, da jih lahko pokažemo tudi ostalim prijateljem in vsem. Ok, tako da, kaj ne rečem, preživite ta čuden čas, ki je čim bolj ustvarjalno, čim bolj tehnično,
pokažite svojim bratom, vključite tudi svoje detke, svoje očete, svoje mamice, kakorkoli, da se. Jaz večkrat povem primer, da se jaz nikoli ne bi mislil, da bom, jaz že kot majhen, sem sestavljal rad Lego kocke, pa Lego kocke še danes sestavljam. Se pravi, Lego je v bistvu edino podjetje na svetu, ki je v bistvu vse te aplikacije, mobitele, YouTube in vse ostalo izkoristil kot svojo priložnost in v bistvu skozi to priložnost so še danes prisotni po celem svetu in še nekaj kocke tudi sestavljene s sinom. Ok? Dobivam nekaj vprašanja, kje se da kupiti to maketo, tudi na naši spletni strani miniatures.si. Imate točno to maketo, poglejte si in tam gor boste dobili tudi vse informacije, kar se tiče razstav, tekmovanja in ostalih stvari. Tako da, najlepša hvala za to priložnost v zvezi za tehnično kulturo. Bil sem, mislim, da zadnji v tem tednu, glede na število, ki vas je, hvala, da ste toliko časa me poslušali, da sem pa odprt za vsa vaša vprašanja. Če vam je pa nerodno, mi pa kar pošljite na info@miniatures.si. Gospod, Povejte? ali imate tudi kakšno drugo maketo, naprimer zračno bitko, ali pa kaj takega? Ja, seveda. Mislim, ja, tega je veliko, veš, to je veliko. Moraš se pa najprej odločiti, v kakšnem merilu bi delal, a ne? In to je to. Da se pogleda na naši spletni strani ali pa mi piš na info@miniatures.si, pa bomo že nekaj najdel. Lej, samo da začnete, samo da ustvarjate. Hvala. Še eno vprašanje, kako drag je ta hobi, vidim tukaj. Lejte, ni drag hobi. Jaz bom rekel, tako kot sem rekel, za tole osnovo, za tole, kar lahko naredite, mislim, da bi recimo prišli skozi 30 evri, da lahko delate. Ni drago, no. V bistvu je pa tako, barve, ko enkrat kupite, jih boste imeli tudi za ostale makete, brez skrbi. Je pa seveda odvisno od velikosti makete, od merila, se pravi, ali zdaj delamo kamion, delamo pa lahko vse, od vesoljske ladje do kamiona, kar si zaželite. Brez skrbi, sam še enkrat bi poudaril, prosim, pejte postopoma. Pejte postopoma in najprej začnite s kakšnimi letali v merilu 1:72, pa mogoče pol še kakšno letalo, pol mogoče kakšen avto, pol pa šele kamion. Velja. Kako je ime temu maskirnemu traku? Mislim, da ta maskirni trak je, kaj pa vem, Revel. Z teh firm je fulno. Poglejte pod orodje moje spletne strani in boste videli, ni noben problem. Veliko je teh maskirnih trakov. Ni pa vsak, kot sem rekel, pa ste tudi, če kupujete kje razne Merkurje, pa to niso vsi trakovi fajn, ker vam bo lahko naredili veliko škode. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz imam še eno vprašanje. Kar povejte. Pač jaz uporabljam barve Revel, ampak ene druge, ne te vodne. Ja? Ampak je to ful razlika med tem? Ne, ni razlike. Edina stvar, ki je razlika, je ta, da te barve ti lahko rečeš z vodo, normalno čistiš, une barve, ki jih imaš pa ti, verjetno doma so pa na oljnati osnovi. Ja, te. Da morate z razrečilom rečeti, pa smrdijo, te dišijo. Ja, smrdijo. Zdaj, zakaj, tako kot sem rekel, te barve, mi smo preden so te, se pravi, te nove, te škatlice, čakajte, tole, sva rekla, preden je tole prišlo, smo tudi uporabljali une male, in je v bistvu, kaj, ko so pa te prišle, smo pa ugotovili, pač niso škodljive, kar se z vodo reči, ponovadi ni. Še eno vprašanje, tukaj zanimivo, mogoče sem pozabil povedati, ja, v osnovi ne dobite barv zraven, če ni to pa lepil, pa pripomočkov. V roku parih dni bo tudi na naši spletni strani tudi gor za ves ta paket vseh teh barv, vse, kar ste rabili, tudi se bo dal dobiti. Ni pa, če ni to izrecno označeno, ni barv in ni lepil. A prodajate na vaši spletni strani tudi rakete za raketarstvo? Ne, to pa žal ne.
Ne, žal ne. Mislim, rakete za raketarstvo, po mojem, mi bomo delali, no, pa z Logatca. To mi pade na pamet, ampak ne, mi smo res bolj specializirani za makete. Eno vprašanje je bilo tukaj, tudi če vmes, vem, da imate ful vprašanj, super, da vas zanima, bravo. Kako odstraniti barvo? Ja, dobro vprašanje. Najprej se moramo vprašati, kakšna je bila ta barva, a veste? Kakšna je bila ta barva? A je bila to vodne vsaj, nitro, ja, nitro barva. Obstaja ena tekočina, ki jo paint remover se imenuje, s katero v bistvu prebarvaš celo maketo. Ko jo prebarvaš, v bistvu se barva odstopi in jo lahko dol daš in ponovno. Še eno vprašanje, kako lesene modele? Lesene modele bi rekel Mekol. Mekol je najbolj univerzalno lepilo, s katerim se da lesene stvari. Jaz bi kar Mekol uporabil. Ker imate tudi različne, nekateri se zelo hitro posušijo, drugi pač ne in to je to. Da pa se komot. Še kakšno vprašanje? Evo, to sem hotel reči, vidite tole maketo za mano tle. Evo, to je pa od mojega kolega Daniela Viteza, jo je delal, to je, bom rekel, več kot 1 leto dela, no. Tako da, skoliko sem rekel, vsako maketo, vsak model, več truda, ko boste vložili, sigurno bo boljši rezultat. Sigurno. In tudi bolj boste cenili to zadevo. Tako da, ustvarjajte še naprej, ostanite zdravi, se srečamo kje na kakšnih telih socialnih omrežjih, spremljajte naše kanale, pa seveda, kot sem rekel, čim bolj kreativno in ustvarjalno. NASA rakete, joj, teh vprašanj, ja, tudi to bi se najdlo. Tudi to bi se najdlo. Dajte mi, če je tako, miniatures.si, kako se imenuje spletna stran, miniatures.si. Za ta vprašanja dajte mi kar mail poslati, no, bomo, ja, tako je. Dajte mi mail poslati in vam bom z veseljem odgovoril na marsikaj. Tudi ostale stvari, kar se tiče airbrusha, kar se tiče velike teh stvari. Koliko bi stala maketa ladja? Taka maketa ladja je v bistvu stala, mislim, da tam, jaz bi rekel, okrog 50 €. 60 € je sama maketa, potem imamo pa še seveda barve, lepila, pripomočke, to je to. Ampak to je zelo zahteven projekt. Če imate dosti izkušenj, ja, če nimate toliko izkušenj, probajte kakšno manjšo, probajte, a ne bo. Ok, še kakšno vprašanje, vidim, da je dobro, na marsikatero vprašanje smo že odgovorili, tako da bo, tako kot sem rekel, glede na to, da se tole snema, boste lahko tudi kasneje dobili odgovor. Potem bi pa kar jaz prevzela še tukaj in se vam zahvalila vsem skupaj za tole predstavitev vsem, ki ste poslušali. Vprašanja smo rekli, da lahko še naslovite in boste izvedeli direktne odgovore. Za danes bomo pa zaključili. Lepa hvala vsem, da smo bili skupaj. Tole bom jaz zaključila s snemanjem in zaključila srečanje.